Gosti, drage kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. Moje ime je Aljuš Pertinač. Dobrodošli na današnji predstavitvi knjige profesorja dr. Igorja Lukšiča Med hlapci in revolucionarji, nastanek političnih idej in doktrin na Slovenskem. Na svoji levi pozdravljam avtorja Igorja Lukšiča, na svoji desni pa enega izmed dveh recenzentov, profesorja Boža Repeta. Predlagam, da kar začnemo današnjo predstavitev knjige. Obljubim, da ne bomo predolgi. Če bomo zanimivi, boste sami ocenili, ampak v vsakem primeru načrt je, da se imamo fajn in da kakšno rečemo v tem nedvomno pomembnem delu. Najprej mogoče eno lažje vprašanje za tebe, Igor, kot avtorja. Kaj žene človeka, da še piše v današnjih časih znanstvene monografije? To bi težko rekli, da je monografija. Nisem imel v tem smislu, da je eno tematska, ampak drugače, kot veste, je ta knjiga zelo tanka in je bila mišljena kot tanka, ker debelih knjig imamo precej. S tem se ukvarjajo zgodovinarji. Se mi zdi, da je popis dogodkov zelo dober, da pa zdaj tisto, kar rabimo, ali pa tisto, kar sem jaz razčiščeval s to knjigo, je pravzaprav kaj potem, ko smo prišli v Evropsko unijo, ko smo prišli v NATO in smo dobili samostojno državo, kaj zdaj s to državo naprej. In zdaj, ko gledaš, kaj s to državo naprej, se mi zdi, da je najlažje za intelektualce, da gre pogledati nazaj, kako so prejšnje generacije videle, kaj s tem, kar imamo ali pa kar smo imeli, naprej. Se pravi, kako so oni to videli, ta problem, vsaj po svojem času. In tu se mi zdi, da je ta dimenzija političnega, ta državniškega, državno-tvornega v slovenski zgodovini bistveno večja, kot smo jo mi poudarjali do pred kratkim. Vidim, da so premiki narejeni tudi v zgodovinopisu, o tem smo se tudi z Božom pogovarjali, ko mi je poslal recenzijo, da je ta premik se tudi tam dogaja. Se pravi, zdaj na novo usmisliti to, kar se je zgodilo, zato da bomo kos nalogam, ki nas čakajo. In gotovo mi, ki se ukvarjamo študenti, je naša naloga, če že ne moramo se postaviti v njihovo kožo, da se vsaj postavimo v kožo generacije, ki ima zdaj druge naloge, kot so jih imela, recimo, kot je imela naša, ali pa kot so imela predhodne generacije, ampak na nek način problem je pa skozi na nek način isti. Evo, to mogoče je najželje. Res tako mi je zdaj to vprašanje. Da vidimo, če se strinjamo. Ne, problem je pač to, kar sem rekel, se pravi, veš, kako naprej s tem, kar imaš, ne na razpolago. Hvala. Profesor Repe, mogoče ni toliko značilno za politološka dela, da temeljijo v glavnem na primarnih delih, kot to delo. Zdaj, Igor je že malo omenil, pač to moment, da ga je zanimala tudi sama zgodovina, se pravi, pač kronologija posameznih dogodkov in procesov. Kako vi gledate v bistvu na to knjigo? Je to bolj neke vrste leksikon političnih idej ali je vseeno pač nek kritičen premislek o tem, kaj je v posameznem času bilo tisto, kar je bilo odločilno pri razvoju političnih idej in doktrin, mislim? Ja, no, zame je bilo zanimivo, zaradi me je bil zanimiv predvsem ta politološki premislek. Pravzaprav, kako politologi skušajo iz nekih zgodovinskih dejstev, ki so bolj ali manj znana, ker zato gre o tem je bilo napisano ogromno, samo da prebereš, se to samo v avstrijskem obdobju, recimo v jugoslovanskem, potrebuješ ogromno časa. Tako da meni je pravzaprav zanimiv običajno, ta pogled drugih strok, na tisto, s čimer se mi obadamo, ker gotovo smo mi po ene strani ujetniki nekega historičnega pogleda na svet, po drugi strani pa vsaka druga stroka neke svoje metodološke in druge pomanjkljivosti. Tako da, če se to skuša na nek način združiti, se mi zdi pozitivno. Rekel bi tako, to je nekaj, kar je berljivo, to je nekaj, kar je napisano za današnje generacije, ker kot vemo, praktično še študenti ne uporabljajo več literature, šele kdo drug, tako da je pač treba se temu prilagoditi, to je dejstvo.
In se popolnoma strinjam s tem, da vse, kar je čez neko debelino, je v bistvu ostalo v nekem zelo oskim krogu. Tako da z tega stališča se mi zdi, čeprav je strokovna, knjiga znanstvena, je dovolj poljubna, da je lahko opornik, bi rekel, politologom, ker druga stvar, ki je problematična pri drugih vedah, mi imamo svoje pomanjkljivosti, tako se preko drugega in druga, je pa to, da se običajno izgublja zgodovinski kontekst, da se izgublja hrbtenica, da se stvari reducira. Z vsako novo tvorbo se začne interpretacija na novo. Vsakič je prejšnja tvorba ječa narodov, se je črno. In ko smo prišli do samostojne Slovenije, smo svojo zgodovino pravzaprav zreducirali na sebe. In glavni problem v interpretacijah je to, da se ne upošteva širšega okolja. Torej, neke tvorbe, kakršnekoli, v kateri smo bili in kjer smo morali upoštevati pač tiste realne razmere, v katerih so tedanje ljudje delovali. In ta redukcionizem, mislim, da je pri nas pripeljal, da je strahovite ideologizacije zgodovine. Tako da je vsak premislek, z katerega koli zlonega kota humanistike in družboslovja bilo koristno. Se ravno to sem vas hotel vprašati, ste mogoče vi pričakovali zdaj v tem poosamosvojitvenem obdobju, da bo danega več poudarka na tej pač politični zgodovini ali pa zgodovini politične misle iz predjugoslovanskega obdobja, recimo, da tako rečemo, ali pa iz prejšnje Jugoslavije, pa še prej iz habsburškega obdobja? No, tukaj sta pravzaprav dve stvari. Eno je pogled na zgodovino. Se pravi, nekaj, kar je neko osnovno znanje, ki ne bi ga imel vsak srednjošolec. Druga je pa, kako iz tega to, kar je rekel Igor, črpati neko izkušnjo za naprej. Ali je torej kaj od tistega, kar so nekoč pač počeli uporabno ali ni uporabno, če stvar banalizira. Ker zgodovinske situacije so različne. Če si ti v situaciji, ko imaš neke historične dežele, v katerih imajo večino Slovenci samo eni od teh. Tudi če napišeš program neke zedinjene Slovenije, je to neka utopija, ki je mišljena pravzaprav v najboljšem primeru kot neka avtonomija, ki potegne za sabo cel kup problemov in tudi neuresničljivih idej. Kako to rešiti, brez da bi bilo na škodo drugih narodov, pa da bi drugi narodi na to pristali. Zdaj, mi nismo v taki situaciji. Mi od kraljevine Jugoslavije naprej se slovenski prostor nacionalno homogenizira. V kraljevini Jugoslaviji je prvič postal pravzaprav en skupen ekonomski, politični prostor in na nek način tudi kulturni prostor. In z drugo svetovno vojno z eno obojem se je začela graditi ta državnost. Se pravi, mi imamo različna obdobja, iz katerih lahko do določene mere potegnemo izkušnje, da moramo jih pa schematično prenesti. Naš problem je pravzaprav trojen. To je problem majhnosti, to je problem pretirane ideologiziranosti politike, ker ta je ostala, oziroma natančneje rečeno, se je vrnila na najbolj rudimentarno raven nekega začetnega parlamentarizma. Mi nimamo kontinuitiranega razvoja parlamentarizma, mi imamo fragment v različnih obdobjih. In ko smo naredili svojo državo, smo se oprijeli najbolj osnovnega, najbolj rudimentarnega, pravzaprav na pol preživelega, če gledamo sodobno družbo. Padli smo v partitokracijo in jo razvili do takih skrajnosti, da pravzaprav o zadnjem predsedniku krajevne skupnosti odločajo stranke o direktorjih domov za upokojence in tako naprej. Torej, smo tam, kjer smo bili včasih Korošica. In tretji problem je pa, ki se ga še nismo dotaknili, je pa vprašanje katoliške cerkve in njenega vpliva, ki je v taki sredini, kot je slovenska, seveda zelo močan, in če ne bi bilo radikalnega reza, brutalnega, kako hočete, leta 1945, bi bili mi verjetno v hujši situaciji, kot so Poljaki ali Hrvati. Igor, kako je bilo zdaj s tem
ko si pač pisal to knjigo, a so v prejšnjih časih, recimo smo manj zaostajali, bolj zaostajali za temi glavnimi, pač takrat aktualnimi, modernimi tokovi političnimi, a smo recimo prej ujeli duh časa, smo mogoče kje tudi bili med prvimi, ali smo bolj bili, bo rekel, da je kasneje to pljuskno, pač na slovenski. Veš, ključno vprašanje, ki se tukaj zarisuje, je, kdo smo bili mi. Ker mi imamo zdaj predstavo, da je to bilo bistveno bolj homogeno, tako kot smo danes, da smo bili to takrat. In to je zgodba, ki recimo zlasti ta, recimo, politično gledano desni pol zagovarja neko, da smo mi od nekdaj nek naravni nastanek. Vse okrog, kar je bilo okrog nas, se nas je skozi zatiralo. In zdaj smo pa končno prišli zdaj, da je ta naravni del tega slovenstva pa končno lahko na polno zadihal. Pa če ne bilo teh grdih komunajzerov, bi se to še bolj na polno dalo. Zdaj si nam vse iluzije uničilo. To je pač ta predstava, s katero oni prihajajo, in to se je pač dokazovalo tudi v slovenski zgodovini, zlasti v tem delu. Tisti, ki je probal to malo relativizirati, da mi nismo tle od nekdaj in da smo te upeke skupaj sestavljali, da je iz tega ratala neka zgradba, pa temu podobna zgradba, recimo Božo govoril o tem parlamentarizmu. Podobno imamo to zelo rudimentarno, vse skupaj postavljeno. Ampak po drugi strani je pa, zdaj smo zaostajali, mi smo imeli neverjetno briljantne posameznike, ki jih je ta narod v raznih segmentih, kakorkoli bil zdaj razpršen, jih je iz sebe rojel. Ampak rojevo jih je v teh močnih povezavah z mednarodnimi gibanji, močnimi gibanji. In to je neverjetno, koliko je tega in koliko je teh biserov nastalo v teh Odkje so bile v bistvu te povezave? So to bile kakšne personalne bolj povezave? Personalno je bilo personalno, kot narod pač nismo več uspeli. Tisto, kar je fascinantno, ker je pravzaprav sposobnost analize, Božo omenil recimo program Zedinjene Slovenije. Ampak gledajte, ta program Zedinjene Slovenije je programček v tretjini teksta, recimo. 2/3 teksta je pa analize. In to je tisto, recimo, kar bi se mi lahko danes naučili. Ti, če hočeš, da nas Evropska unija, kjerkoli v tem svetu funkcionira, ti moraš vedeti, kje si danes. Kje so tvoji, recimo, nasprotniki. Kdo hoče ta prostor imeti? Na kakšen način ga hoče imeti? Da lahko pol išče zaveznike za to, da iz tega ti nekaj narediš zase, ali pa recimo vsaj, da preživiš, če že nimaš ambicije, da bi iz teh ljudi kaj več naredili. Fascinantna je ta analiza. Ni mi bilo jasno, da mi moramo podpreti Habsburge, ker če bomo podprli Frankfurt, se pravi Združeno Nemčijo, potem nas bojo povozili. In to, kar se zdaj dogaja, odkar je Nemčija spet združena, nereflektirano to šiba. In recimo imate edinga, ki je na to pozoril, kar jaz poznam, je bivši predsednik oziroma kancler Nemčije, leta 1975-1981, Helmut Schmidt, ki je leta 11 na kongresu stranke, 92 let star, rekel, to, kar se dogaja, ko Nemčija svoj razvoj gradi na izkoriščanju ali pa izčrpavanju obrobje za Nemčijo je pa vse, od Francije, smo mi potem 50 do 100 let plačevali. Tak način. Leta 2011. Edini, ki je to povedal. Če vi greste danes govoriti, recimo, ker tle ni medijev, poglejte, kaj je Orban in Madžarska. Madžari so bili prvi, ki so se germanizacije uprli. Leta, kdaj so imeli prvi parlament, 1812, 22, takrat nekaj so tam v Bratislavi gradili, in potem so oni dobili državo in tako naprej. Ampak, ko gledaš to zgodovino, oni so zavohali ta germanizacijo, prvi so imeli ta refleks. In če mene vprašate, del Orbanovega pojava je tudi upor, pač kakršenkoli že je v tej obliki, proti tej germanizaciji, ki jo verjetno oni doživljajo bolj eksplicitno, kot jo doživljamo mi. Mi, recimo, mirno vržemo 5 milijard na mizo, recimo to, kar je
zdaj je končno eksplicitno tudi parlamentu ratalo, so naredili neko komisijo, ki ugotavlja, kam je šlo tistih 5 milijard in zakaj. Mirno vržemo tam nekaj Kočevsko, je spet ne tako, kot je bilo Kočevsko. Nemško, ne vem, če ste bili kdaj pozorni, kako so tam nemške firme lahko postavljene. Se pravi, mi tega sploh nimamo v premisleku. Vse ni treba zdaj, pazite, jaz ne govorim o tem, da je treba zdaj pa zastave, pa gremo ven nemški elementi izgarati. Ne, samo treba je imeti zavest o tem, kaj se dogaja in potem se v skladu s tem obnašati, kaj hočeš narediti. Čeprav, če to prav razumem, so mogoče včasih imeli, čeprav nismo bili tako, kot smo zdaj Slovenci, ne, v eni politični entiteti, pa kot enoten narod v svoji državi, bolj zastopili, kaj je ta politični moment, kot pa dan danes. Ja, samo je treba vedeti, da to je bil Dunaj, ne, in tam je bil intelektualni center tudi slovenstva, ne samo slovenstva, tudi drugih. Ne. In oni so bili pravzaprav v intelektualnem centru, enem večjih centrov Evrope. Dunaj je bližje kot Bruselj, ne? In so znali misliti, ne, Bruselj ni intelektualni center, Bruselj je administrativen center. Birokratski, ja. Tako da, jaz mislim, da od teh generacij prej, recimo pa če gremo naprej, vse v tem sicer nisem pisal, ampak ali pa, no, tam leto 19, oziroma konc 19, oziroma leto 37, ne, premisle, koliko jih je bilo v Čebinah. Par. Ampak oni so bili tako ugotovili, od kje gradi slovenskemu narodu največja nevarnost in zakaj se je treba pripraviti. In če ti nimaš te osnovne analize, kaj vzeti v roke takrat ali pa v tistem momentu, in pa to je bil edini, koliko jih je bilo. Jaz ne božo ti bi reči, koliko je bilo. Ampak recimo, no. Trije so se zgubili, z eno Ja, Gospodar je prosto nekaj bilo 9. Ja, ampak gledajte, kakšno moč, ne, gledaj vidiš tudi to, kakšno moč ima dobra analiza, ne, se pravi, eno intelektualno jedro, ki lahko potem potegne vse za sabo. Ampak kako je to, zdaj vprašanje za oba, kako je to, zdaj ni bilo množičnih medijev, se pravi, ni bilo teh komunikacij, ki jih imamo zdaj, ko vse vemo že v hipu, ko se zgodi, ne? Kako je to se potem razširilo med ljudmi, na kak način, ne? A se to potem od ust do ust je šlo, ali je res ta zavest bila tudi močna, ta analiza bila tudi dobra, da so potem tudi širše množice, drugi deli populacije spoznali, da je to recimo nek program za ohranitev ali pa ustvarjanje Slovenije. Kako je šlo to naprej, kako se je to širilo? Zatem je bilo neko gibanje. No, najprej treba reči to, da pravzaprav je tukaj bilo več dilem. To je treba postaviti v kontekst nekega boja med germanstvom in slovanstvom, ki je bilo pravzaprav ključno. In mi takrat, seveda smo se, recimo, nekako so se tedanja generacija čutila kot slovenska, čeprav pretežno še vedno kot kranjska. To je kranjska mentaliteta, je bila to, takrat nihče ni vedel za Prekmurce, recimo, in tako naprej. Ampak tisto, kar je bilo torej usmerjeno po eni strani proti germanstvu, po drugi strani k oblikovanju neke narodne etnitete. Recimo, zanimivo je tam noter je en stavek o tem, da je treba ustanoviti Slovensko univerzo, ki ni bila ustanovljena, kot vemo, do nastanka Jugoslavije, do leta 19, ampak Slovensko univerzo v Zagrebu. To je, se pravi, takrat je zelo močan element južnega slovanstva, ki se mu še ne reče južno slovanstvo, ampak gre v bistvu za povezovanje s Hrvati. Tako da ni to neko enovito nacionalno gibanje. Tudi jezika so bile dileme, ne? To je gibanje za jezikovne pravice, v bistvu, in za pravico do uporabe jezika v historičnih deželah. Ker so bili hudi konflikti že takrat, naprej pa še bolj. Kako se je to širilo? Mreže so vedno obstajale. To, kar imamo danes na internetu, je seveda multiplicirano 1000-krat v tedanjih časih, ampak ljudje so potovali, ljudje so si izmenjevali pisma, obstajali so časopisi in tako naprej. Novice so se mnogo bolj bliskovito širile
kot si morda danes predstavljamo. Res pa je, seveda, da je to vedno zajelo določen krog ljudi, ne? Ljudi, ki so bili pač družbeno angažirani, ki so v nekem okolju delovali, ne? To ni prišlo zdaj do zadnjega kmeta ali kakorkoli, ne? In tudi ni iz nekega dogodka, tako kot danes, ne? Ker lahko vsak dan na Facebooku pač da, na Twitter tisto, kar se mu zdi, pa potem vsi berejo, ne? V tem smislu, seveda, taka vrsta komunikacije ni bilo, ne? Jaz bi rekel na srečo. Recimo, ljubljanske novice so izhajale v par izvodih. Mi, ko gledamo začetek slovenskega novinarstva, recimo, če se gledamo nazaj, ja. Par izvodov je bilo to, ne? Ampak za oblikovanje tega, recimo, tudi političnega premisleka, ne? Ker vodnik je bil, jaz moram reči, da sem bil fasciniran, ko sem gledal te ljubljanske novice, kakšne analize je vodnik delal politične, o tem, kdo so naši sovražniki in kako je bil vesel, ko so tile Habsburžani premagali, oziroma naša vojska, Francoze, pa nas so jih ustavili, pa Italijani, ne, je bil ves vesel, tam leta 1797. 13 naročnikov. Ja, 23, ja. Potem, ko so pa prišli tle, ne, so nas okupirali. Ja, s tem, da še pred tem je bil pa zelo vesel, ker so nas Rusi podprli. Mislim, da Rusi so podprli Habsburge, neko pa mi. Meni se mi zdi, jaz ne vem, možno, če si ti kje na letu, on je prvi rusofil bil pravzaprav tako uradni, ne? Ki je razglasil Ruse za naše velike zdaj brate, predtem ni bilo ne duha, ne sluha ob tem. Ampak skratka, 23 teh naročnikov, hkrati pa brzina, ko sprašuješ po brzini. Recimo, ko je bila francoska revolucija, kdaj je bilo julija, oni so imeli že prevod te njihove osnovne deklaracije, čez 2 meseca objavljen v teh nekih novicah, sicer ne slovenskem, ampak po nemškem prevodu se mi zdi, da je bilo, ne bilo še slovenče, ampak skratka, je bila kar so lahko prebrali bil jezik. Je tudi v slovenščini poli, glavne teze so išle. No, glavne so bile že, ja. Tudi v slovenščini, ja. Prvi so pa prišli v nemški, ja. Ampak če so recimo takrat v teh časih, ki je bilo bistveno težje, pa ni bilo skratka države, nobenega tega elementa, ki bi to upravičeval, so bili tako borci za slovenski jezik. Zakaj recimo danes potem imamo 21. stoletje poslanca državnega zbora v Sloveniji, ki pravi, da bi bilo boljše, če bi nemško govorili, da je to bila največja napaka, da nismo postali Nemci, ostali Nemci in da nam zdaj šlo boljše. Ampak to, kar praviš, me zdaj spominja na nekaj, ni vsaka napisana ali pa izgovorjena beseda že po moje vredna enih blaznih istočnic v eno drugo smer. To seveda je dnevni kruh za novinarja, da od tega živi pa premetava te besede. In tega sem zdaj študiral, zlasti nekateri zgodovinarji, se mi zdi, da preveliko težo dajejo temu, kar je bilo kje napisano, ne? In so najdejo tam nekje v nekem zapisku nek program, ne? Ali pa neko risbico in po iz tega naredijo veliko zgodbo, kaj je slovenski narod že takrat načrtoval. Če izhajam iz svoje izkušnje, kaj sem vse že kje napisal, ne? Pa nisem niti objavil ali pa da je bilo celo objavljeno in da bi to jemal zdaj kot izhodišče za neko. Se mi zdi, da eni premalo znajo oceniti, koliko je težek ta fakt, ne? To, kar je bilo zapisano. Ne? In to, zdaj, ki gledam to zgodovinopisje, se mi zdi, da so eni res preveč verjamejo temu, kaj je kdo o sebi mislil, pa kaj je rekel. Tako da to bo komentar k temu, kar ti praviš. Danes pa seveda veš to kot fakt vzeti, da je nekdo nekaj rekel. Danes ljudje pač vse govorijo, mi pač bistveno več slišimo, kot se je dalo včasih. In zdaj mi, ki smo na drugi strani, nam se ne ukvarja z vsako besedo, kaj je izrečeno. No, jaz bi rekel, da ta dilema gotovo je. Zdaj ne poznam te izjave, ampak dilema, ali se utopiti v večjem narodu, je vedno obstajala in obstaja tudi danes. Vsak tukaj od vaših in naših študentov, ki hoče imeti perspektivo, bo funkcioniral v angleščini. To je dejstvo. Slovenščina ni niti znanstveni jezik, oziroma je vedno manj znanstveni jezik. Sami veste, da je vsaka objava v angleščini več vredna kot v slovenščini. In stališča nekega razvoja, neke osebne perspektive, je to pač dejstvo. Da je vprašanje, kaj ti lahko
razen nacionalnega ponosa in tega, da pač si Slovenc, ne, kaj ti lahko ta država nudi, da bo boljša kot druge, ali pa da bo enaka kot druge, da ne bo en posameznik imel teh dilem. Drugače je pa tako, veste, nas je pravzaprav v narod naredila Avstro-Ogrska. Naredila nas je v narod zato, ker je bila slabo razvita, ker jo ni povozila industrializacija, tako kot Francoza, ne. Če to primerjate s podobnimi narodi, recimo z Bretonci, ne. Bretonci so bili še na začetku stoletja na enaki razvojni stopnji kot mi, ne. Ampak njih je povozila industrializacija, ne. Oni imajo danes sicer en krasen muzej, imajo pouk v bretonščini, ki je ali izbiren ali obvezen, ampak ga nihče ne mara. Ne, zakaj pa? Zakaj bi se pa učil bretonščino, če se lahko angleščino, tako kot mi in tako naprej. Skratka, so folklorni narod. Ne. Čeprav so bili na isti, mogoče celo na višji stopnji kot mi. Ne. Se pravi, te dileme gotovo so. Ne. Tudi dilema med slovenstvom in nemštvom, dilema med slovenstvom in jugoslovanstvom, to je bilo celo obdobje med obema vojnama. To so tudi stališče državnosti, so to povsem objektivni, realni premisleki, se morajo pač mi gledamo čustveno ali pa idealizirano. Do konca prve svetovne vojne, pa še potem se je vedelo, da država z manj kot 40 milijonov prebivalcev, z nekimi naravnimi surovinami in z kolonijami ne more preživeti. In to nacionalno vprašanje znotraj take države je bilo seveda sekundarno, sploh če bi rekel, da je večinarno tako kot je bil nemški, pa avstrijsko-nemški. Pri Francozih je seveda to drugače, ker sta narod in nacija isto, država in narod, mislim, po njihovem pojmovanju. Tako da to je eden od teh aktualnih premislekov, ki se jih lahko razbere iz knjige, če jih človek hoče, ravno ta premislek. Zakaj hočemo ostati, ali bomo ostali Slovenci in zakaj hočemo ostati Slovenci. Mi smo vedno bili narod migracij, se v tem ni problem. Vedno so 100 000 so hodili iz Slovenije, ampak danes to niso nekvalificirani delavci, ali pa kvalificirani delavci, danes nam odteka intelektualni tok. In to je problem in iz tega pa lahko potegnemo neke premisleke, recimo, iz preteklosti. Zagotovo je pa osnovni problem tak, je bil že načet. Mi ne vemo, kaj bi zdržali. Mi smo, nacionalna država je bil cilj. To mene spominja na tisto karikaturo, ki je padel Berlinski zid in je pač pretekel eden ven in je rekel, svoboden sem, potem se je pa začel reči, pomagajte. Ker mi nismo vedeli, kaj bi s sabo in ne vemo, kaj bi s sabo. Mi smo imeli neke vrste soglasje o tem, da gremo iz Jugoslavije, pogojno soglasje o tem, na kakšen način, čeprav že tukaj so razlike, kakšno državo bomo naredili, pa ne. In tudi danes, ker so vse te razne obletnice, lahko poslušate cel kup zavajanj, interpretacij in tako naprej. O Evropi takrat ni nihče govoril na tak način, kot se je govoril 5 let kasneje. Da o NATO sploh ne govori. Program vseh strank leta 1989 je bila v najboljšem primeru oborožena nevtralnost. V bistvu pa vse vključno z Janševo SDS so zagovarjali demilitarizacijo. Torej, to so politične elite potem zvozile po neki hitri ideologiji in v bistvu tudi ta referendum NATO priklopil na Evropsko unijo. Če bi bil to pošten referendum, ne bi uspel, ampak tako so pač to skombinirali. In vlada je vrgla nekaj milijonov mark tedanjih v propagando, da se utišajo kritične glasove in tako naprej. Skratka, strateških premislekov ni, mi tega tretjega premisleka nimamo. Mi smo ostali na ravni 70-ih let okrnjenega Kavčičevega programa, ki je temeljil na avtocestnem križu, na turizmu, na storitvenih dejavnostih. Kavčič je ukinil EKK, to je bil en projekt,
po katerem naj bi izdelali iz lignita plin in ga razpeljevali po celi Sloveniji. To so že Nemci sicer začeli. On je to ukinil, ker je hotel iti na moderne tehnologije, takrat je bila to recimo jedrska energija in nafta. No, danes imamo ta tež, ki je multiplikator EKKV in tako naprej. Skratka, mi od koncepta državnosti, kakršen je nastal že v komunističnih časih, socialističnih, v 70-ih letih nismo prišli nikamor naprej. In to je problem, ki je. In tukaj so dve stvari je treba ločiti. Eno je vprašanje demokracije, ali pa, če hočete, ne vem, vprašanje neke družbene ureditve, drugo so pa geostrateški koncepti. In ti geostrateških konceptov enostavno ne razumemo. Ni politika v Sloveniji, ki bi to razumel. To, kar je bilo rečeno, da si ti pač v senci neke Nemčije, da se spet vračaš tja, da smo pravzaprav na pol kolonialna sila, kjer bistvo razvoja bo voda, bodo naravna bogatstva in tako naprej, pri nas imajo pa tuje pivovarne in tako naprej in razni drugi lastniki, zraven pa pozidujete najboljša zemljišča za to, da lakirate avtomobile. Mislim, pa to je nekomu, ki malo pozna zgodovine, ki ve, koliko pravzaprav sreče, pa tudi truda je bilo potrebno, da prišel do nečesa, če se reče država, tudi nekomu lahko nepojmljivo. V Sloveniji nihče ne razmišlja dalj kot za 2 leti, še to ne. Ker ni sigurno, če bo vlada zdržala 2 leti. In vse kalkulacije gredo na to. Ali bom jaz ostal v politiki, ali bom to, ali ne bom to, kako bo mislim. Ali bo dobil ta sorodnik nek posel, ali ga ne bo. In na ta način ne moraš delati države. In mislim, da je to osnovno problem. Še ena ilustracija k temu, kot je Božo Kačičev program. Leta 1971 so predvideli 3. pomol, pa 2. tir. In zdaj smo leta 2019, kjer je glavni projekt 5 vlad, od leta 2008, pa še Janševe, malo zapisni naše, je bilo tudi delati 2. tir. Zdaj ga še zmeraj delamo. Pa 3. pomol. Koncept je isti. Ti imaš neko širšo družbeno formo, neko državo, imaš neko državo in znotraj nje moraš maksimalno izkoristiti potencijale. In takrat so to razumeli. Tudi to, kar so po vojni delali, kar so delali tisto udbovsko ekonomijo. Saj jim niso delali zase. Nihče od teh ljudi ni obogatel. Nihče nima razen kakšnega vikenda ni imel nič od tega. Oni so imeli pred sabo državo, pač znotraj tistih možnih okvirov, v katerih so delovali. Kavčič je rekel, in zato so ga kritizirali, in nepravoverno, poslušajte, tukaj je Jugoslavija, pipce so odprte. Od vas je odvisno, koliko boste potegnili. Danes je z Evropsko unijo isto. Za večino vzhodnoevropskih držav je cash machine. Mi pa ne znamo potegniti niti. Zdaj sem bral, je Menzinger izračunal, dano na vem, med 3 in 4 milijarde, dobimo nazaj 7. Smo kakor neto. Ampak še teh 5 milijard, ki smo jih dali za banke, pa vse drugo, kar je Evropska unija na drugi načine skozi te prisile izčrpala, mi v bistvu nismo nobeni neto, recimo, dobitko kipela. Mi za 2 milijardi letno naredimo več kot potroško, nekaj greste več. Aha, mimo grede zdaj, samo pustimo. Aljuš, kaj si govoril? lahko nekaj vprašam na tej točki? Lahko. Zdaj Igor zgubil misel. Ne, samo to, kar je govoril o tem popularni poziciji, na kar se je recimo slovenska elita, ti, ki so se ukvarjali s tem, kaj narediti narodno razmerje, so se s tem ukvarjali, pa se zdaj ne. Ampak recimo, en visokih funkcionarjev v naši raziskovalni politiki mi je povedal, da je komisar za raziskovanje pritisnil na Slovenijo, naj ne delamo kot vodilni v projekti z vzhodno Evropo, ampak naj raj delamo zahodno Evropo, ve se kot kaj. Kot poceni delovna sila. Kako je? Pastor, to je sistem, ki funkcionira. In zdaj, ker recimo letem, da imajo Kitajci večjo predstavo in boljšo predstavo geostrateško, kaj narediti s tem prostorom, ki je zmeraj njihov med
ki je bil na obrobju kapitalizma, pa je šel v socializem, teh 16 držav od Baltika don, pa je zdaj po 10 letih... Ja, zdaj evo Kitajci so prišli noter. Njim je jasno, da tle je prostor, zdaj malo so nespretni, ne znajo se povezovati in če bi prišli tle noter, kot prihajajo, se zna zgoditi, da se bo tle nekaj večjega zgodilo, kot se zdaj ta moment lahko predstavlja. Mi lahko ponosno zatrdimo, da k nam še niso prišli. Obžalno prihajajo vseh drugih 15 držav, nam samo Slovenija. Ja, Slovenija, ti se bila poslovna luči. Profesor Premberg. Ne, se mi zdi zanimiva točka, ker jaz tudi občasno padem v poskus, da bi izpeljal neke vrste približno delovanje danes iz preteklosti. Poskušam, ne? In berem stare arhive, berem zgodovinske študije. In potem prijem na to točko ironije. Kaj pa znam? In v resnici razmišljam, a ne bi to točko ironije malo dlje časa peljali, ne samo kot, da si nastavimo gledalo, zdaj pa dajmo resno. V bistvu ta točka ironije lahko naša resničnost, ker druga stvar, ki jo pa pozabljamo vedno je, na tem ozemlju so funkcionirale države, odkar je oblast na svetu. Imele so boljšo ali slabšo, se pravi, imeli so izvršno oblast, imeli so sodno oblast, imeli so župnijsko oblast, imeli so, kjer so pozabo sodno, parlamentarno, kadar je kaj od nje bilo. In ti državne tvorbe, ki so bile, so izvali popolno oblast, seveda so bili tam neki narod, kao slovensko so govorili, ali pa Venecko. Ne, venecko iskal da reči, vindišarsko ali pa. Hočem reči, to ozemlje je imelo vedno oblast totalno, kakor se je lahko privoščila tista imperialna sila, ki je to ozemlje zasedala. To velikokrat pozabljam. In naši, recimo, šolani ljudje, ki niso šli med tolovaje, med vrhovnjače, pa so šli v opozicijo, ali pa med zarotnike, tega so se tudi vedno bali, so se priključili tisti oblasti, sem pa tja se je najdel kak sodnik, sem pa tja se je najdel kak univerzitetni profesor, kak pisar, župnik, je bilo polno. Skratka, sodelovali so skozi. Evo, pa se pa slučajno zgodi po razpadu te ječe naroda Avstro-Ogrske, ki je imela tudi totalno oblast, da je zacvetelo polnenih malih narodov in nekateri od njih so se v 70-ih letih probili do države, niti sami ne vejo zakaj. In če bi mi popustili, bi oni še vedno prevzeli, saj znajo. Še celo več, Cerkev bi prevzela, ko ima totalno pokrit teritorij. Nekateri ne cvilijo to, kako mi cvilimo. In se mi zdi, da bi to točko ironije mogli malo bolj resno vzeti. V resnici niso vse države resno pridobljene, pa tudi neresno izgubljene. Včasih se hecamo. Zgodovina pozna cel kup primerov, ko so med velikimi imperiji, ker dejansko zgodovina nastanejo te razpoke in z 200-300 let nastane neke mini državice. In mogoče je usoda Slovenije pač, dokler bo zadnje slovenstvo, ki bo slovensko govoril, ampak čas bo imel državo, čas bo imel avtonomijo, čas pa ne bo nič od tega. In zdaj smo pač v enem takem obdobju. Če pa pozabimo Slovence, pa njihov projekt avtonomije, da so v svoje države, oblast imperialna je pa to zemlje vedno pokrila. In zdaj, moj problem je vedno ta, ali ne jokam, da tako slabo upravljamo z državo. Ali ne najdem drugi vzorni kot opazovanja, ki je bolj ploten. Evo, to se pravi. Ja, sej to je res. Sej lahko človek razmišlja o življenju brez lastne nacionalne države. Sej smo, večina slovenske zgodovine je brez lastne države. Ampak če greš v to, ali pa če ti je naklonjeno, potem pač moraš nekako domisliti, kaj s tem narediti. Ali pa samo čakati, da bo sama od sebe razpadla. Koncept država je bil, so se ga, mislim, izdelan je bil mnogokrat. Ampak tudi pri Kardelju in pri Sperancu in pri Čebinskem kongresu in tako naprej in med drugo svetovno vojno in stvar je popolnoma jasna. Država je, če obvladuješ ozemlje, ekonomijo, če si sposoben to ubraniti. In seveda, če imaš dovolj sposobno oblast, da te stvari upravlja, to, kar ste rekel. Mi smo, zdaj, če stopiš v nadnacionalno tvorbo, moraš zelo dobro premisliti, kaj od tega
boš odstopil, da tako rečem. Ne. Mi smo v Jugoslaviji to zelo dobro vedeli, ne. In smo odstopili zelo malo in smo tudi zelo veliko pomenili na federalni ravni. Ne. Mi smo bili pravzaprav neka mini Nemčija znotraj Jugoslavije, ne, kar so nam tudi učitelji. Ne. Danes pa tega nimamo, ne poznamo, mi smo cel kup stvari, nekatere smo morali, ker je bil to konsens, dogovor, ne vem, od denarja do še česa drugega, smo morali odstopati, nekaterih nam pa ni bilo nujno, ne, od obramba do še česa drugega, ne, recimo. In tudi znotraj tega, kar velja kot neki postulati, mi zelo dobro vemo, da so različna pravila za različne države znotraj Evropske unije. Da so ena pravila za Francijo in še posebno za Nemčijo in za Italijo in tako naprej. Tudi te stvari so zelo jasno rangirane. Ampak tudi tisti, ki je dovolj trmast in ki ima vizijo, lahko nekaj doseže. Lahko tudi pri neumnih stvareh. Ker so tudi iracionalnosti na Balkanu sploh, saj veste, recimo, če gledate, kaj Grki počnejo Makedoncem, to je seveda noro, zraven so pa sami še v hujši budi, če rečem v žargonu. Tako da velike iracionalnosti, ampak če gledate Hrvate, kako oni dosegajo, pa jih ne maram, kar povem, ker ni novinarji. Mislim, ne maram te mentalitete, ki je tam, ne veliko ljudi. Nesporazuma. Ampak oni natančno vedo, kaj hočejo doseči in zato delajo vsi. Mi pa tega enostavno nismo sposobni. Mi tukaj nekaj o nekem teranu in tako naprej. Tam, kjer so bistvene zadeve, pa pokleknemo. Če se tudi majhna država ne odpravi vsaj v mislih na imperialno pot, da bo nekje vladala na ekonomskem, na nekaj drugem področju, potem sploh nima smisla, da ima država. No, jaz mislim, zdaj, da ne bomo predaleč v te zadeve, ampak mislim, da za 2 milijona ljudi na takem ozemlju, kot je slovensko, ne bi smelo bilo biti težko organizirati nekega relativno dobrega življenja in hkrati tudi reči, da smo Slovenci. Jaz pa vidim, da je alternativa ali, da nam bo nekdo moral vladati, da bomo pač živeli solidno ali pa dobro, ali kakorkoli, da lahko vladamo sami sebi in živimo dobro. Je pa res, seveda, da s slovenskimi političnimi elitami, ampak elite so izraz tistega, kar premoremo, tako ali drugače, je to težko doseči. Meni je zelo žal, ker knjige nisem žal potegnila prej pregledati. Ampak ker sem se ukvarjala z razvojem družboslovja na Slovenskem v tem času, torej od začetka, od sredine 19. stoletja, pa še prej zasnove, pa pozneje in še druge stvari, in ker me zelo zanimajo vsa ta vprašanja, ki ste jih tudi doslej obravnavali, bom na nekaj iztočnic, na katere ste opozorili, dodala svoje mnenje. Najprej, glede majhnosti. Leta 1905, ko se je Norveška po več stoletjih poniževanja in okupacije in tako naprej od Danske in končno od Švedske osvobodila, jih je bilo toliko kot takrat Slovencev. Po 80 letih, ko sem bila v Bernu 14 dni, pa tudi sicer, kar sem spremljala Norveško, nisem enkrat slišala, da bi kdo govoril o njih kot o majhnem narodu. To o majhnem narodu, ki je še povrh vsega brez lastne državnosti, to se je sistematično ustvarjalo zaradi tega, da bi se lahko pravzaprav čim bolje manipuliralo s to nacijo. In tudi sedaj, recimo, na Norveškem ni, kako reka, oni so samozavestni, po materialni in delno po duhovni kulturi imajo pa zelo veliko podobnosti s slovensko kulturo, oziroma s slovensko materialno in kulturno dediščino. To je ena stvar, o kateri bi veljalo razmisliti. Tudi iz norveškega območja so bila izredno velika emigracijska gibanja, tako kot so bila v bistvu iz tega slovenskega ozemlja,
ko je vsa hiperprodukcija prebivalstva, zlasti v drugi polovici 19. in potem v začetku 20. stoletja emigrirala delno v Severno Ameriko, pa delno tudi v Severno Evropo, ne, recimo Korenje in tako dalje, Porurje in tako dalje. Ena stvar Norveška. Drugič, mene, pravzaprav odkrito vam povem, zelo moti to, da se govori, da ne vemo, kaj bi s sabo, kaj bi s to državo. Jaz, kadarkoli imam priložnost rečem, jaz se v ta ne prištevam. Na slovenskem prostoru po letu 1990 deluje in že prej se je zelo sistematično pripravljala in se deluje in se uresničuje prikrita strategija, ki pa nikoli ni v širši javnosti nastopala pod tem imenom, ampak pod različnimi drugimi imeni z zelo jasnimi cilji, ki so pravzaprav podobni, kot so bili cilji cilji že pred Prvo svetovno vojno, katere glavni nosilc institucionalni je bila katoliška cerkev, tako kot je sedaj. Glavni, poudarjam, institucionalni nosilc, kajti pri vseh gibanjih je pomembno, da imajo neko institucionalno oporo. No in katera je ta prikrita strategija? Zelo lepo je bila predana gospodu Peterletu spomladi 1990, ko je Demos zmagal, in to strategijo so določili in se je v glavnem že vse skoraj da v celoti uresničilo. To zveza borcev zoper komunizem oziroma antikomunističnih borcev, ki deluje v Severni Ameriki, Južni Ameriki in Avstraliji. Skratka, o teh stvarih sem tudi že kaj pisala. Tam so zelo jasno napisane stvari. In karkoli se je doslej zgodilo, to, da je Slovenija praktično brez lastne, že skoraj da čist brez lastne ekonomske baze, da so uničena mnoga področja, kjer so bile jasne blagovne znamke in tako naprej. To je stvar prikrite strategije, ki pa zelo uspešno se uresničuje. Torej, imamo v bistvu skrajno omejeno, praktično več nismo suvereni, ampak to ne zaradi tega, ker bi večina tako želela, ampak ne, zato ker manjšina, ki ima vse skozi moč in ne glede na pravzaprav na usmeritev, se reproducira. Nič ne pomaga, če skupina zelo glasnih strokovnjakov, imenuje se en del tudi sinteza, recimo so notri Cetinski, Mencinger, Milan Pintar in drugi, opozarjajo, prosijo za sprejeme, hodijo k ključnim odločevalcem Sloveniji, jih opozarjajo, kaj je treba recimo storiti v zvezi z banko, in to ne šele zdaj. Mencinger je to delal takrat, ko je tako imenovana trojka bila zagrožena in tako naprej. Nič ne pomaga. Nič ne pomaga, če Plut and Company opozarjajo na to, da je Slovenija po količini rodovitne zemlje na zadnjem mestu, po količini supermarketov, trgovskih površin na prvem mestu v Evropi. Nič ne pomaga. Še naprej se planira tako, kakor je bilo in kakor ustreza predvsem tujemu velikemu kapitalu. Glede možnosti Kitajske, se bojim, da se bo začelo zelo lepo in v začetku kot bi rekel Cankar glase rokavicah, pozneje pa v grobih, takih stopnjenih rokavicah uresničevati to, da bo takrat vse urejeno, ko bo slovenski delavec imel tako plačo, kot jo ima recimo kitajski delavec in tako naprej. Skratka, ne bom o tem razpredala, ampak to so realna dejstva. No, tretja stvar, ki bi jo rada omenila, v zvezi tudi z univerzo, da je bila ideja, da bi bila univerza v Zagrebu. To je bila samo ena ideja. Na tem slovenskem prostoru je bil izobrazbeno, torej po indikatorjih izobrazbenosti, indikatorjih pismenosti, brajnosti in tako dalje, je bil daleč najbolj razvit primorski del. In zato je bila za 1905 leto zahteva, da se univerza v Trstu ustanovi. Trst, Gorica, Celovec, to so bili slovenski kulturni centri, konec 19. začetku do konca Prve svetovne vojne pravzaprav. Tam so izhajala torej različna dela, mimogrede zelo veliko nabožne literature, potem Mohorjeva knjižnica, ne smemo pozabiti, družba
To je bilo izredno čitano med, lahko bi rekla, preprostim ljudstvom. No, smo pa imeli tudi centre, ki so imeli drugače usmerjeno literaturo in ki ni bila tako nerazširjena. Idrija, recimo, je bila eden takšnih centrov, z knjižnico, recimo Delavsko in tako naprej, kjer so se izdajale različne knjige. Samo v enem letu, 1908. leta, je recimo Edwin Kristan izdal, se je zavedal, podobno kot ti, da se ne sme takih, ampak manjše knjige izdaja, 3 dela, Nevarni socializem, to je eno od del, ki je zelo aktualno, leta 2019, še vedno, potem knjigo, recimo, Narodno vprašanje v Avstriji in še eno, no in kako je do teh knjig prišel? Ne, samo da dokončam. Kako je do teh knjig prišel? Ne, kako bi rekla, z neko površno analizo ali pa z nekim takim podcenjevalnim odnosom in tako naprej. Na osnovi analize statističnih podatkov, namreč stara Avstrija je imela izredno dobro statistično službo. Popisi prebivalstva, ki so kazali, recimo že konec 19. stoletja, no se božo ti vidite, se vidiš, ampak izredno nizko stopno, recimo, nepismenosti v tem območju. No in tako naprej. Skratka, ni šlo za to, da bi, jaz se bojim, in to je, dragi kolega, tudi inače sem opazila tudi pri vas, nekako, da se ta preteklost nekoč razume kot nekaj temnega, pa kot je šlo samo za izročilo ljudskega glasu in tako naprej. Ne, takratna komunikacijska sredstva so bila v različne idejne in politične smeri bogato uporabljena in tudi bogato producirana, izrabljena, potem pa plodovi bogato uporabljeni in tako naprej. Če je bil en tisk, ni bil samo enkrat ali pa od enega človeka bran, ampak se je to širilo. Podobno kot se je v času NOB širil slovenski poročevalci in tako dalje. Skratka, to je bilo gotovo. No, potem bi pa še rada eno stvar opozorila. Ja, kot tretjo je Božo, če dovoliš Božo, da rečem samo Božo, da ne rečem profesor, doktor. Z veseljem, je Božo pomenil katoliško cerkev in njen vpliv. Torej, katoliška cerkev je imela izjemno močan vpliv do Prve svetovne vojne in potem še med vojnama. Med vojnama je bil zaradi tega, ker smo imeli v takratni Jugoslaviji bolj pomembno, mislim, tako po državni hierarhiji, ne katoliško, ampak pravoslavno srpsko cerkev. Torej, katoliška cerkev je dejansko imela izredno veliko moč. Na FDV je bila obranjena že pred desetletji doktorska disertacija, v kateri je Milan Divjak med drugim ugotovil tudi, da je bila polovica učiteljev v začetku 19. stoletja so bili veroučni učitelji. Obveznost pouka, oziroma posečanje verouka, ki je bil obvezen šolski predmet, je bila skrajno resna, kontrolirana in tudi ustrezno sankcionirana. To, da se zavedamo tega in vsega tiska, ki ga je potem recimo tudi katoliška cerkev imela. Zakaj je bila ona tudi tako močna? Ker je bila izjemno velika ekonomska sila. Izjemno. Samo konkretne podatke je treba pogledati, pa se vidi tako strahotno. No in podobno ekonomsko moč ima katoliška cerkev tudi sedaj. In sedaj se v tej kratkoročni strategiji od leta 2013 do 2018, torej se je iztekla konec lanskega leta, v tej kratkoročni strategiji najdemo že pohvale, da zdaj smo pa tako, Renata Riferov, skoraj da čist, smo pa tako močna, da ne potrebuje več pomoči iz tujine. Pomoč iz tujine je pa pridobivala pravzaprav ves čas, ko je šlo za to, da je poskušala preko verouka tudi en kanal, depolitizirati množice, torej ne mi zameriti, če uporabljam pojem množice, šlo je za tiste množice otrok, ki so večina še vedno hodili, ne glede na ločenost cerkve države ali pa tudi zaradi tega verouko, torej depolitizirati množice za aktivno delovanje v samoupravnem sistemu. Po letu 90
je pa nasprotno, se pa zahteva aktivno državljanstvo, ki se pa, kadar prihaja do kakšnih ekscesov, potem opravičuje s svobodo, končno z demokracijo in v novejšem času, kadar gre recimo za razprave v zvezi z družinskim zakonikom, s razglašanjem recimo zagovornikov svobode, načela o svobodnem odločanju o rojstvih otrok, gre za to, da se govori o morilski sreni in tako naprej, se pa zgovarjajo oziroma opravičujejo predvsem s svobodo govora in tako naprej. Skratka, to so dejstva, ki zadevajo pravzaprav vsebino regulacije. To, da je bila družba vselej, odkar obstaja pravzaprav tako ali drugače regulirana, to je dejstvo, ki mu nihče ne more in ne sme oporekati. Drugo pomembno dejstvo pa je, da se moramo vedno vprašati, kdo so tisti, ki z zelo jasnimi cilji, ampak ki morajo biti čim bolj prikriti večini manipuliranih in upravljanih, kdo so tisti in kaj hoče in tako naprej. In sedaj mi vidimo, kam je Slovenija po teh skoraj 30 letih te tako imenovane demokratizacije pravzaprav prišla. Jaz se samo oproščam, ker sem malo posegla v diskusijo, ampak ne na pamet, ampak na osnovi tega, kar sem raziskovala sama. Hvala. Tamle še sreči, Dragoš, pa mogoče pa iskrenim. Eno vprašanje bi imel pa, ker tole priložnost, ko ste specialisti, jaz nimam odgovora na to, se zato sprašujem. Prvič dejstvo je v zvezi s Slovenijo, danes v Evropi, če bi jo s tremi besedami opisal, to so podatki slovenskega javnega mnenja, zelo velika, ena od največjih v Evropi, to je dobro, usmerjenost v egalitarizem proti velikim neenakostim. To je osupljive in zelo kontinuirane številke. Mimogrede, Smrke je ugotovil, da celo še malenkost večji delež odločitev v javnem mnenju za egalitarizem je med kategorijo vernih, kar je zelo zanimivo. To je ravno vernih, katoličkih vernikov, to je ravno obratno kot stališča cerkve ali pa slovenske oblasti. No, torej, egalitarizem, velika konstanta. Druga zadeva, tu smo prvi v Evropi, je averzija do politike in tudi do demokracije sploh. Na prvem mestu je Slovenija. Po največjem deležu tistih, ki ne zaupajo politikom, ki zelo globoko po ugledu, torej nizko, na dno uvrščajo ugled ključnih inštitucij, politične stranke, parlament in pa cerkev. In pa tudi po zelo več 60% tistih, ki odgovarjajo na vprašanje, ki se glasi, včasih demokracija ne deluje, a bi bilo imeti boljše močnega vodjo, čez 60%, in ta odstotek raste. Vključno s predsednikom. No, recimo, ja, seveda. Tako da, torej, nagnjenost k avtoritarizmu, vsaj kot sodeč po tem, in pa averzija do politike, tretjič je pa lokalpatriotizem, tu sicer mislim, da ni nekih ekscesov v primerjavi z drugimi, ampak recimo rangi zaupanja, enačenja, kako se enačiš do, recimo pomaš pa Slovenija, Evropa pa recimo kraji in tako naprej, kraji in pa mesto, kjer prebivaš, više kotira v tem enačenju kot pa recimo Slovenija. Torej, egalitarizem, averzija do politike in demokracije in tretjič lokalpatriotizem. Zdaj, koliko to mi prenašamo iz preteklosti, recimo iz 19. stoletja, oziroma koliko je to čist specifični, novejši izum pod osamosvojitve naprej, zaradi tega, ker zadeve delujejo, kako ste opisali. Jaz mislim, da je ta egalitarizem nekaj, kar vlečemo skozi sabo, zaradi tega, ker nismo razvili nekih bistvenih elementov višjih struktur. Mi nismo imeli lastne aristokracije in tako naprej in ne znamo, mi, ko smo potem dobili oblast kot država, kot Slovenci, smo državo naredili pravzaprav v socializmu, se pravi delavci in kmeti. In smo takrat šele začeli pol delati lastno strukturo, tudi hierarhijo,
In ti, ki so bili prepričani, recimo, sem poslušal po predstavitvi te moje knjige, ne, prvič, ko mi je en iz tam plemiških krogov prepodoval, kako je Pepca Kardel, ki je delala pri, ki je že tam Centralni zavod za napredek gospodinstva. Ne, ona Pepca Kardel, prej pred vojno. A ja, ona je delala v tekstilni tovarni, Bruno. Tam je delala. No in tam se je zauzemala za enakost in tako naprej. Ne? Po letu 1945 je bila pa tista v hierarhiji, ki so dobivali meso in tako naprej. In takrat ni več tega govorilo o enakosti. No in pol ta plemenitaška je rekla, ne vidiš, ne, kako je. Skratka, mi smo takrat začeli graditi svojo hierarhijo, ki seveda je daleč od tega, da je bila razlika taka kot recimo v Angliji, ne, med temi aristokrati in med nami. Ampak tega mi nismo nikoli prebavili. Mi imamo zato problem pri vodenju in upravljanju. In to dvoje, kar ti govoriš, gre skupaj. Ti politike ne prenese, zakaj? Jaz sem to izkusil na lastni koži, ne, ker ti misliš, ti boš dobil podporo, pa ok, ampak ti ko si tam, nisi več eden od nas. Ti si pa, ti pa misliš, da zdaj si nekaj več, ti si pa po televiziji prasec, pa viš, da si, skratka, ne prenesemo tega. Mi, ko smo redni profesori, recimo, ne, se spomnim, pa ko sem jaz bil asistent, ne, kdo je profesor? Kaj pa on misel, da je? Jaz sem bolj pameten, več vem in tako naprej. Mi ne prenesemo te hierarhije. Študent, ki pride, vse to, kar tale profesor predava, pisati, kaj, ko bom jaz tako naredil. In tu v Sloveniji, tu ko greš kam drugam, zdaj sem bil na Portugalskem, ali podobno na Kitajskem, tam je ta hierarhija jasna. In zdaj po eni strani je to prednost, po eni strani pa ne. Pri enih zadevah imamo zaradi tega velike probleme. Recimo pri velikih projektih, pri tem, kako braniti narodni interes, ker toga pa lahko brani tam za ono misel na svetu samo predsednik vlade. Ampak če predsednik vlade pride tja, pa predsednica, ne, za tisto okroglo mizo in je v tem smislu egalitarc, ne, tam se pa oni borijo vsak za svoj interes, pa pridemo težko skozi. Skratka, to ni nekaj to, kar desnica govori, da je to plod komunizma, egalitarnost. To je nekaj, kar je bilo prej, kar del je samo v sistem temu priredil in je funkcionalno super funkcioniral. Pri nas je enopartijski sistem, ali pa to, kar je Božo prej govoril, strankarski sistem. Ne. Jaz sem bil predsednik stranke, ste vi mogli videti, kako ima stranka moči, ne, na delu. Koliko pa imajo organizirane skupine ljudi, ki nimajo stranko nobene zveze. In to vidite zdaj, ko nastajajo nove stranke. Iste skupine ljudi postavljajo na ključna mesta svoje ljudi. Ko gre pa za ključne odločitve, pa ne postavljajo naši, ampak eni drugi. Jaz nisem tu blizu prišel nikoli, da bi videl kdo. Ampak mi smo imeli recimo lete pred vlado usklajen predlog za svet Banke Slovenije. Sprejet je bil pa en sklep, oziroma mi smo že imenovali tam ene ljudi, ampak potem bi mogel ta svet nekoga predlagati oziroma izvoliti, imenovati, ki je bil, ne vem, za šefa banka karkoli, in je bil zvoljen še sem drug, ki ni niti predlagal. Noben na vladi ni vedel, zakaj je on prišel skozi. Ampak pol, ko zveš po 3 letih, kako to funkcionira in zakaj je bil ta zvoljen, to je stvar jasna. Latentno mreženje. Ja, in o tem, kar je govorila Maca, ne, kako to funkcionira, to je... In nekaj, Maca, ti si rekla, ti se ne šteješ zraven. Jaz se tudi ne štejem, samo še ne problem, da mi, ki se ne štejemo, nismo povezani. In mislimo, da bo nekdo drug to naredil. Moral bi pa narediti državni aparat. Državni aparat imaš pa od obveščevalne službe do ne vem kaj. Jaz sem govoril z ministrom za finance Klemenčičem, ki je bil minister za finance leta 1984, ko se je pogajal z IMF-om glede obresti, stand-by aranžma. In on lete sam po sebi bil zelo naiven, on ti vedel, kaj se dogaja. On sem ga sprašval in se rekel, kako pa to obveščevalne službe, pa to, pa je rekel, ne, s tem nisem v stika. Se rekel, kako ste se pa vi pogajali? Prav, jaz sem dobil na mizo podatke o tem, koliko je IMF postavil obrestno mero Braziliji v tistem letu, tele kaže, Izraelu in še parem državam, in ko so oni prišli, pa so rekli 7%, preko, mi ne bomo sprejeli 7%, v Braziliji ste dali 5, oni ste dali, mi po to ne gremo. In so oni tako gledali. In se rekel, kje ste dobil te podatke? Prav ne, sem dobil na mizo. Kje je dobil te podatke, ne?
službo, ki varuje tvoj interes, za katerega država ve, kaj je tvoj interes. Država pomeni vse te institucije, ki so tam zdrave. In tega mi nimamo. Zato govorim mi. To so najvišji stavki demokracije, da se tajna služba izmedijo. Štrajka. Jaz mislim, da vsaka od teh točk ima neko svojo zgodovinsko osnovo. Egalitarizem gotovo ni komunistični izum, se sam veš, to je zadružni sistem, to je vsaj od Kreka naprej. Da piše celo v zadrugah v času podkristalevanja, pa v župah. No, seveda, ampak recimo je napisal, plitev hierarhični sistem je bil znan vsem sosednjim državam. Združili so se samo začasno, da so se borili, pa da so kaj velikega delegacijo, pa vedno bili v malih zadrugah. Ja, ampak tukaj je bil nekako razdelan, v nek družben sistem, vsaj poskušali biti razdelan v družben sistem. In socialistični je bil oboje temelji na korporativizmu. In to je v Slovencih zagotovo ostalo v tem delu. Vprašanje religije in njenega vpliva, gotovo, Maca, vse to vsi vemo, obstajali koncepti, ki niso povezani z libertarno, z moderno državo. Gotovo je osnovni koncept katoliškega tabora neka srednja evropska katoliška državica, ki jo bo obvladoval Vatikan, se to ni težko ugotoviti. To je isto s Polsko, s Hrvaško in določeno mero z Madžarsko in tako naprej. Se pravi, ta del je prav tako jasen. Zdaj, kar zadeva averzijo do politike, jaz mislim, da ni problem v tem, da se je pač nekoč neka politična elita zamenjala in so prišli na oblast delavci in kmetje. To je bil nek proces, kjer je vendarle, da se konec koncev naša generacija, vsaj moja, je izrasla iz tega in ne moramo reči, da zdaj pa smo neki primitivci ali kakorkoli. Hočem reči to, da ni problem v tem, problem je v tem, da ko ti postaviš državo, moraš vzpostaviti državno strukturo. Mi smo pa pravzaprav ostali na neki taki semi-republiški strukturi. In v tem je problem. Ko je Srbija delala državo, Srbija ni imela 99% pismenih, ki je delala državo, ampak je imela 10%. Ampak med tistimi 10% so poslali najboljše na tiste šole, za katere so vedeli, da bodo ustvarjali državno strukturo. Se pravi, v Franciji uradnike, v Rusiji vojake in tako naprej. In potem imaš ti lahko 1000 Nušičev, če jih hočeš, ki prikazujejo gospo ministrico in lahko politika dela kakr neumnosti, kakršne hoče, vse to sistem prenese, če je vzpostavljen. Mi ga pa nimamo. Mi nimamo uradniške strukture, ki bi upala peljati stvari. Poglejte, koliko pravil, koliko zakonov, vsak svoj obstoj v bistvu upravičuje s tem, s tem, kaj ne more narediti, ne kaj bi bil dolžan narediti, kaj bi bilo najboljše na njegovem mestu, da naredi. Ampak vsak se ukvarja s tem, da ni odgovoren in kaj ni njegova dolžnost. In če ti nimaš državne strukture vzpostavljene, vključno z obveščevalnimi službami, potem, in če na to daš politiko, kakršno imamo, v tej res rudimentarni obliki je jasno, da se ustvarjajo neki vzporedni sistemi, se drugačno mora biti, neke paradržava, kakorkoli. Bi lahko rekel, recimo, ko je Marija Terezija, ki sta naredila reformo, sta centralizirala državno upravo in sta zaobšla stanove, ki so se razvili v stoletjih podežela. Zagotovo. In ker ta država je bila na Dunaju, pa avstrijska, mi smo nekako ohranili te stanove do danes. Domneva. Na novo se vzpostavlja. Ja, ampak nekako v tej formi, po pridobitvi več 10. ki ni zelo napredna, neka taka stanovska forma korporativnega tipa, poleg državne strukture. Bližji Groharjev Masjavc. Ampak s tem sem še o egalitarizmu in ostalo več. Norveška je znana po tem, da je izrazito egalitarna družba. In mislim, da je 2 leti od tega, kar je eden od norveških
intervjuvancev, mislim, da je bil Androboslovc, rekel, kako je na Norveškem, da zakaj so oni tudi tako egalitarno usmerjeni in oni svojega bogatstva, ki ga vemo, da imajo, odkar so nafto v Severnem morju začeli izkoriščati, ne uporabljajo za podjarmljanje, ampak za pomoč drugim državam, zlasti zato, da se dejansko povečuje svoboda pri drugih narodih in moč. In rekel, to je zato, ker na Norveškem nismo nikoli imeli palač, ampak samo koče in hiše. To vse pove. Niso imeli tistega najvišjega sloja, ki je bil toliko oddaljen od realnih potreb in realnih razmer večine ljudi, so pa imeli kralja in ga še imajo, ki je pravzaprav eno z ljudstvom. In imajo recimo sedanji kralj tudi vsak teden na seji skupaj z vlado in tako naprej. Njegova kraljeva rezidenca na Norveškem v bližini Bergna je tako približno kot ena srednje velika vikend hiša kakšnega Slovenca, ki je v Kranjski Gori, kaj takega, ne? Pa brez kakšnih posebnih ceremonij. Prideš, vidiš, konc. Skratka, egalitarizem sam po sebi sploh ni problem tukaj v Sloveniji. Mislim, da bi bil zaradi tega, da bi bilo tukaj narobe. Egalitarizem je kvečemu prednost za večino. Problem je v tem, da se ta egalitarizem zgubi, kot si Igor zelo lepo povedal, potem, ko se ljudje pravzaprav, lahko bi rekli, primitivno polastijo oblasti in visokih položajev. In odkar pomnim, že iz otroštva naprej sem prepričana, res vam povem odkrito, da se je prav z aristokratizacijo novih oblastnikov začel pravzaprav tudi propad socializma. Zaradi tega, ker so ljudje po drugi svetovni vojni, ko je bilo zelo težko, ne samo tukaj, v celi Evropi pravzaprav je bilo ljudstvo na meji, recimo z lakoto in tako naprej, ne, da se je takrat lahko v posebnih trgovinah neomejeno dobivalo dobrine, ki so bile drugim ljudem nedopustne, da se je to delalo skoraj do leta 60, jaz sem še 60. opisala na Ljubljansko univerzo in takrat je še en ostanek take trgovine tudi deloval, vem v kateri hiši in tako naprej. Skratka, s tem se je v bistvu pravzaprav začela na najvišji ravni in pri odločevalcih se je začelo tisto notranje rahljanje, ki je potem vedno bolj še širilo. No, samo le, to je vprašanje definicije egalitarizma. Pri nas je egalitarizem v razponu plač, mislim, ali pa pokojnin in tako naprej, kar v Nemčiji ni nič drugače, tudi tam so limitirane. Samo to ne pomeni, da mi nimamo tistega svojega 1%, ki ima pač je pa res, da se manj običajno, ker je pač ta mentaliteta v Sloveniji, se manj razkazuje kot se kje drugje. To je pa res. Pravzaprav v Sloveniji se, ne glede na to, da so ljudje dobili neko bogatstvo zakonito ali nezakonito, se na nek način sramujejo v javnosti to pokazati. To je gotovo, ampak to ne pomeni, da danes nimaš v razredih ljudi, ki nimajo denarja za malico, sošolci se pa z letali vsakrat vozijo v London z lastnimi letali po nakupih. Jaz nisem trdila, da nimamo mamo, ampak Ja, vse ne. Lahko samo eno vprašanje tako malo. Ali možno, da smo v Sloveniji dobili državo prepozno? Da smo jo dobili v času, zdaj ste omenjali, že prej ste ekonomska razmera in upetost Slovenije v različnih tvorbah političnih omenjali. Ali danes, ko vse so velika država z velikimi strategijami, ne bo sreža in so upeta v kapitalska močna tokova in globalno gledano je jasno, katere države imajo strategije in jih lahko sploh imajo. Ali bi bilo kaj drugače, glede vsega tega, koliko smo pametni pri definiranju strategije, koliko smo močni, koliko smo profesionalni v ustvarjanju aparata. Če bi se vse to dogajalo v enem času, ki je bil mogoče bolj prijazen do držav. No, jaz mislim, da, kako bi rekel, da
Tudi majhne države imajo lahko strategijo, lahko imajo celo boljšo. To je pravzaprav vprašanje, predvsem in primarno je to vprašanje načelnosti. Če si ti načelen, če imaš jasno stališče, potem sicer za to celo plačaš sem in tja, ampak imaš tudi družbeno pa mednarodno veljavo. Ja, ampak to vedno v zgodovini obstaja. To je vedno so bile tudi majhne države, ki so bile načelne in ki so bile spoštovane in kjer je bila neko veliko. Za državo je pa težko, da se ni bilo, zdaj, kaj bi bilo, če bi bilo, to je if history, ampak v bistvu ni bilo nobene šanse. To je do tega trenutka, do konca 80-ih let, pa še ta bi bil najbrž zamujen lahko. Če bi se svet majčkaj bolj organiziral in ohranil Jugoslavijo, kar je bila ena od opcij, prej te možnosti ni bilo. V blokovski delitvi sveta je bilo nepredstavljivo, da lahko neka republika znotraj neke države mislim lahko, ampak potem bi pač to povzročili neke velike geostrateške premike. Med obema vojnama nismo imeli niti politične avtonomije. Tukaj je bil resničen ta katoliški koncept. V Korošcu od leta 1955 naprej, ko je absolutno vladal v Sloveniji z nekim klerofašističnim sistemom, mu niti ni bilo do avtonomije. Zakaj? Saj so vse, kar so hoteli pravzaprav imeli. Tako da ni bilo realne možnosti za državo. Še med vojno so v partizanskemu taboru celo protipartizanski, protikomunistični tabor mu je učitelj, da preveč poudarja slovensko državo. Tako da ni bilo nerealnih možnosti, ne razmišljanja. To je mit. Do konca 80-ih let noben koncept ne zajema samostojno slovenske države. Vsi politični koncepti so koncepti v povezavi z nekom drugim. Ampak vprašanje samostojne regulacije dela družbenega polja, če tako rečem. Izobraževanje, kultura, najprej je to jezik, izobraževanje, kultura, potem pride ekonomija in tako naprej. Jaz se samo malo na to vprašanje. Jaz mislim, da je to eno vprašanje, ki je vezano na to, česa forma je narod in nacionalna država. Ne, da je na to gledano vprašanje. Sprav, mi smo dobili državo prepozno v tem smislu, ne da to, kar je... To je jasno in Božo se strinjam s tem. Ampak v tem smislu, da smo mi dobili državo takrat, ko je koncentracija kapitala, pa logika kapitalizma, male države ne potrebuje več. Mi smo dobili nacionalno državo zaradi tega, ker je logika kapitalizma, da se oblikujejo narodi, se pravi družbe v narode, narodi v nacionalne države in smo v tej logiki šli, prišli smo pa do nje glih takrat, ko jo koncentracija kapitala zanemarja in mi smo zdaj v tem času. Tako, visko državo, oni bi nas točno to, kar delajo, kar se malce ti opozarjajo, in kar problem, jaz ne vidim tukaj zdaj problem v Vatikanu, Vatikan je tle bolj zaveznih teh velikih zgodb. Ker mimo grede na pogreb papeža Pavla II. So prišli 3 bivši predsedniki, noben od njih ni bil katolik. In ko razumete, kaj je Rimokatoliška cerkev dela v Indiji, pa zdaj v Aziji, predvsem pa v Afriki, potem je jasno, da je to tako, neoliberalizem skupaj s cerkvijo. Bože govori o religiji, mi govorimo o cerkvi kot političnem temu. Tako da na to vprašanje se mi zdi, da gre za to, da smo mi prišli in zdaj se nas najdemo. Zato bi mi naredili zdaj dobro premislek. Mi imamo aparat, narejen Božo po mojem mnenju in dobro premišljen tudi po zaslugi zgodovinarjev in liberalnih zgodovinarjev, aparat narejen za uno državo konca 19. recimo 20. stoletja. Kaj pa zdaj s to državo, ker je treba na drugačen način stvari postavljati. Se pravi, ti ne rabiš zdaj neke armade, tudi prej smo imeli obveščevalno službo, mi smo prešlo po tem smislu, da bi ne sami lahko obranili ta interes. Ampak da pa se ga, jaz mislim, da mi lahko ogromno naredimo ne po milimetrih, ampak te volje ni pri tem, recimo, politični eliti in tudi, če hočete, pri intelektualni, Maca, tvoja generacija je blazno dobro usposobljena za premišljanje tega, kar je bilo. Kako pa zdaj naprej? Jaz tudi nisem pametna, ampak vidim, da smo prekratki. Mi smo prekratki in enostavno ne znamo opremiti teh ljudi, ki
so na položajih, z nečim ali pa jih zintegrirati, ker to so intelektualci zmeri počeli. Vsi politiki niso bili, razen teh komunistov, ki so se že prej usposabljali, ti niso bili neki intelektualci, ne? Tile katoliki njih je cerkev usposabljala za to, da so vedeli, kaj je strateški interes. Mi bi mogli opremiti na nek način to, kako, pojma nimam, zato ker pišem knjigo, mogoče bo, ne bomo iz tega, kaj... Povrni se po pomoč na ženski lobi Slovenije. Čisto resno. Veš, da sem bil ustanovni član. No, ampak zdaj pa nisi več. Zdaj, ko sem več bločle. A ja? Namreč resno, določene To moški feministov. Ne, gre za večjo družbeno enakost, glede na socialno dimenzijo, glede na spolno dimenzijo in tako, ekonomsko spolno dimenzijo in tako naprej. Gre za odgovoren odnos do okolja, ki pa ne dovoljuje, da bi se tako nadaljevalo, ampak nihče se ne spravi k temu, da bi se recimo v Evropski uniji na zahtevo Slovenije naredila hierarhija potreb. Za katere potrebe je nujno, da se uporabljajo energija, ki je večinoma še vedno iz neobnovljivih virov, za katere pa ni nujno. Kajti s tem bi se dejansko veliko spremenilo. Ni potrebno, da imamo recimo sredi najhujše vročine, največje športe, ki potrebujejo ledene ploskve. Ni potrebno, da imamo neskončno veliko smučišč v Evropi z umetnim snegom, kaj se na dolgi rok tudi uničuje zemlja. In še cela vrsta stvari. Ti si omenjal vodne vire. Slovenija. Suverenost je omejena na približno 10% vodnih virov. Zato pa je Slovenija zanimiva in to je bilo na Sociološkem srečanju, zadnji dan opozorjeno, Korošec Valerija opozorila. Slovenija je zanimiva za multikapital, zaradi tega, ker še za enkrat ob sedanjem stanju podnebja, ne vemo kako bo že čez 10 let, razpolaga z bogatimi vodnimi viri in tako naprej. Skratka, cela vrsta stvari je, ki bi se jih dalo zelo enostavno in krožijo, so v javnem, lahko bi rekla, duhu časa, ampak tale vladajoči duh časa ne prizna tega, da govorim z duhom časa kot pred 110 in 120 leti. No, glede, država se bomo končali, ampak samo še en stavek. En je ta razvojni koncept, ampak sporedno je šel koncept nacionalnega čiščenja v Evropi. In mi smo lahko postali nacionalna država šele takrat, ko je bil koncept nacionalnih držav vzpostavljen. To je proces, ki je šel od sredine 19. stoletja. Mi smo v tem čisto zadnjem valu, čisto zadnjih žepkov še. In to nam je, Evropa je bila Evropa imperijev in potem se je pač spremenila v Evropo nekih več nacionalnih držav z ogromnimi manjšinami, in ta koncept ni funkcioniral. In v vojnah, zlasti po drugi vojni, med drugo in vojno in po njej se je izčistil in da smo te nacionalno čiste države. Zdaj Slovenija, današnje slovensko ozemlje je bilo do konca prve svetovne vojne multikulturno. Trst, zagotovo je se eden od problemov je ta, da je postala Ljubljana z recimo neko politično in tudi kulturno središče, ker smo izgubili Trst. To pomeni najbolj konzervativna, najbolj zaostala pokrajina v Avstro-Ogrski monarhiji je diktirala politični razvoj, recimo pa razvoj političnih idej in političnih gibanj. In šele, ko je nastala možnost, da so tudi take majhne države lahko postale države, taki majhni narodi, je bilo to mogoče. To je po moje zgrešeno, to je ena največjih problemov v Evropi, ampak zdaj ne moreš nazaj. Mi smo zmožni multikulturnosti v tem, da je to skupek nacionalnih držav, ne pa multikulturnosti, da je znotraj neke družbene tvorbe ali pa državne tvorbe multikulturnost. To je pa še problem ravno na tem področju, zato ker Španija, Anglija ima svoje, kako bi rekla, svoje notranje kružnice, Francija ravno. Seveda ta proces. Ja, res pa Škotska in tako naprej. Škotska bo najbolj zelo blizu temu kmalu. In oni se zigujejo po Sloveniji, mimo grede. Tam je bil zadnji referendum 55%, s tem Brexitom je 5% zelo lahko. Jaz sem tam in kupil.
Zdaj še ne vem, Da ne govorimo o Štajerski, ne? To imaš svoje instatu na sceni vojaške sile. Prav, jaz predlagam, da sklenemo vsej. Zadnje vprašanje je bilo kako naprej, ampak zdaj smo o tem že dosti rekli, nesrečeno. Glede tega ni treba preveč razmišljati. Edino, predsednik Igor je vlade- treba naročiti, da nadaljuje in Ja. da bomo čez nekaj Še kakšno let... knjigo napiše, ne? Spet, ja. Pa se mu zahvalim, jaz se zahvalim Igor v imenu svojem za to, kar si ustvaril, resno. Igor, samo še nekaj bi ti rekel, prej si rekel, razočarali sem, ustvarili smo državo, zdaj na koncu je sklep naredil. Za neke druge čase, ne, razmišljati moramo, kako bi uporabili, da bi bila moderna za zdajšnje čase, ne. Ampak po mojem je ta problem skoraj vse države. Seveda ga imajo, ampak Predvsem pa, se ne ukvarjamo. Ja, ne, Ja, to ne. Predvsem pa sodobna Slovenija je zelo podobna družbenemu sistemu v določenih ozirih, kot je bil pred 110 in 120 leti. Retradicionalizacija. Porabi svoje spretnosti. Ja. Dobro, zdaj še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste se odeležili, pa posebej avtorju, Avtorju in recenzentov, recenzentov, ja. Pa če ne prej se vidimo ob naslednji knjigi. Ne? Ja.